Ali ločite svoje od tujega? Ne, ni trapasto vprašanje, vprašanje je zelo na mestu. Zakaj? Vsi smo se naučili ločiti sebe od drugih, ker se to zgodi že v drugi polovici prvega leta življenja, ko steče proces razločevanja, ločevanja oziroma diferenciacije. Ampak, verjemite pa, da ne glede na to, da danes ločimo, kdo sem jaz, kdo si ti in kdo so drugi, pa ne ločimo, kaj je moje in kaj je tvoje oziroma kaj je od drugih. Pa čeprav samo mislimo, da vemo. Ker kaj znamo ločiti? Oprijemljive stvari, ne? To ni problem. Moj avto, tvoja hiša, moja roža, tvoja luč, še posebej to vemo zelo dobro ločiti, kadar se kregamo, pa moramo stvari razdeliti, ne? Kaj je moje, kaj je tvoje. Ampak kar pa ne znamo ločiti, je pa tisto, česar ne vidimo. Kaj so moja čustva, kaj so tvoja, kaj so moji občutki, kaj so moje želje, kaj so moje vizije, moja hotenja, moja pričakovanja. Tukaj je ena ogromna kolobocija, ki prinaša 1001 problem, milo rečeno, na vsa področja naših življenj, samo zato, ker ne ločimo, ne znamo ločiti, ker se nismo naučili ločiti, kaj je moje, kaj je tvoje v tem pomenu. Verjemite pa, ko to naredimo, ko se odločite, če to naredite, odpade takoj v sekundi vsaj 50% vseh težav, bremen, nelagodnosti, slabosti in vseh negativnih čustev, ki jih trenutno še vedno zaradi tega, ker ne ločite, kaj je vaše in kaj je tuje, nosite s seboj. Zato priporočam, dajte se izobraževati tako ali tako, ampak kaj lahko takoj naredite? Dajte se zavestno opominjati, neprestano, dokod sega vaše razmišljanje in kje se začne tuje. Dokod sega vaša odgovornost, dokod sega vaša moč in dokod sega vaš vpliv. In samo, ko boste malo razmislili o tem, boste takoj začutili, o čem govorim. Nekaj je na vas, torej na meni, ampak preko tega pa žal ne, je pa na drugih. Cilj je, da se prenehate obremenjevati za stvari, ki niso v vašem dosegu.